Dobro jutro, dobrodošli. Danes se meje našega sveta širijo izven meja občin in kmalu bomo videli, kakšen je ta krasni novi svet, kjer nič več ne bo tako, kot je bilo. O tem, ali je bil izbruh koronavirusa tudi izbruh družbenih sprememb, bomo danes govorili s profesorico doktorico Renato Salecl, filozofinjo in sociologinjo, ter znanstveno svetnico na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti in pa tudi avtorico svetovnih uspešnic Izbira in Tek na mestu. Gospa Renata Salecl, lepo pozdravljeni. Dober dan, dobro jutro. Še preden začneva, vas kar vse, ki naju spremljate, vabim, da zastavite kakšno vprašanje in poskrbela bom, da bomo nanj odgovorili. Nikoli ne smemo pustiti, da gre dobra kriza v nič, je rekel gospod Winston Churchill. Gospa Salecl, kakšno priložnost pa smo dobili s to krizo? Z to krizo smo dobili izjemno priložnost, da razmišljamo dejansko o strukturnih spremembah družbe. Ta kriza se je v bistvu zgodila zaradi, lahko rečemo, človeške neumnosti. Mi posegamo v naravo zdaj že stoletja. Znanstveniki so pač pokazali, da je recimo krčenje pragozda, potem recimo širjenje farm v bližino gozdov, potem tudi način, kako se ljudje soočajo, da preživijo, recimo mali kmetje so začeli, vzgajati divje živali, ker so pač izgubili svoj denar pri vzgajanju tradicionalnih živali za vzrejo, nadomestile so jih recimo velike farme. Vse to je prišlo tako daleč, da smo s tem prišli izjemno blizu nekemu naravnemu okolju, kjer seveda virusi, ki v naravi obstajajo, veliko lažje preskočijo na domače živali ali pa na recimo živali, ki jih imamo za prodajo, nekatere divje živali, o katerih se pač danes razmišlja, da so bile morda posrednik tega virusa, in vse to je na nek način zelo slabo vplivalo na zdravje ljudi, istočasno pa smo tako zelo uničili ta planet, da je morda zdaj zadnji trenutek, da začnemo resno razmišljati o klimatskih spremembah in da ob tej krizi dejansko nekaj naredimo. Jaz mislim, da bomo to krizo spet zelo slabo izkoristili. Vse informacije, ki jih dobivam iz medijev, pač kažejo, da sedaj, ko se rešuje gospodarstvo, se nažalost mnogokrat rešuje izjemno ekološko problematično gospodarsko, naftno industrijo, avtomobilsko industrijo, tudi letalsko industrijo. In zdaj še posebej, recimo, ko spremljam ameriške medije, kritične medije, ugotavljam, da se dejansko sprašujejo, kaj to pomeni za družbo, da bodo nadaljevali z recimo industrijo, ki tako močno temelji na fosilnih gorivih, da pravzaprav se tudi niso nič naučili iz 2008. leta, kdo je dobil velike državne pomoči, ali se je potem, ko je prišlo do profita, sploh dejansko kaj vrnilo nazaj v družbo, ali so ljudje dejansko kadarkoli kaj profitirali, recimo od velikih profitov, ki so kar hitro potem porasli v določenih industrijah. Recimo letalska industrija je sedaj dobila 25 milijard kreditov v Ameriki, pač finančne podpore v tem trenutku, ampak 5 let nazaj in vsa ta zadnja leta, ko so imeli velike profite, so kupovali svoje lastne delnice, kar pomeni, da so bolj ali manj predvsem sledili ideji, da se sami finančno okrepijo, in še posebej seveda je takšna strategija pomagala najvišjim v korporacijah, ker so si lahko izplačevali lepe letne profite. In ko govorite o tem, da krize mogoče ne bomo izkoristili, lahko govorimo tudi o izbiri, o kateri pišete tudi v svoji knjigi. Kaj pa se danes dogaja z izbiro? Izbiro tako posameznika, ki je že tako omejen, kaj zares lahko izbira, in pa tudi izbiro med tem, ali izbrati ekonomijo, gospodarstvo, se vrniti nazaj, ali postaviti najprej zdravje ljudi. Kaj menite vi?
ta izbira se je že zgodila. Mnogo sredstev za zdravstvo se je zmanjševalo v zadnjih desetletjih na račun v bistvu ekonomskih profitov. Tukaj pač mnoge države danes delajo obračune, kako zelo se jim je zmanjšalo število postelj v bolnišnic, kako zelo je bil podhranjen javni sistem zdravstva. Mnogokrat na ceno privatnega, ki pa, kot vemo, v času pandemije ni v veliko pomoč večini prebivalstva. Potem zelo se je malo kupovalo dejansko opreme, kot smo tudi sami videli. Države tudi ne morejo zlahka zagnati gospodarstva, ker skoraj da niso imele nič v skladiščih. Živeli smo pač v ekonomiji, ki se je imenovala just in time supply. V vsakem trenutku si lahko iz drugega konca sveta dobil en del, ki si ga potreboval za proizvodnjo. Danes vidimo, da je bila to napaka. Ampak to je bila ideologija, s katero smo živeli, ki je v bistvu že izvedla neko izbiro, v kaj se vlaga in kaj ne. In zdaj živimo pač v nekem času redefinicije, ko se bo moralo začeti razmišljati o dobrinah, ki so nujne za preživetje, in zdravstvo je takšna dobrina. Zdravstvo ne moremo gledati preprosto skozi optiko profita. Namreč, recimo, že tudi, če pogledamo druge službe, ki so nam pomembne v času krize, recimo gasilce. Gasilce ne plačamo samo takrat, ko pridejo gasiti, moramo jih imeti pravzaprav pripravljenosti preden, da do požara pride. In na podoben način moramo gledati na zdravstvo. Skratka, te izbire so bile narejene, zdaj pa trenutek, ali lahko naredimo drugačne izbire. In tukaj gre za te strukturne spremembe, za razmišljanje, ki ga jaz še ne opažam. Recimo prav ideja zelenih ekonomij, zelo redko omenjena tudi pri nas, razmišljanje o klimatskih spremembah potisnjeno ob stran. Zdaj je trenutek, ko moramo razmišljati o javnem zdravstvu, o planetu, na katerem smo, o samooskrbi, o podpiranju tudi industrij, ki so nujne za preživetje, recimo tudi svojo lastno živilsko industrijo, če se recimo meje še bolj zaprejo. Že sedaj vidimo, da če se recimo bi meja še bolj zaprla proti Italiji, bi v Sloveniji primanjkovalo določene hrane, ki jo tam uvažamo. Govorili ste o tem, da moramo pač narediti določene korake in igrati vlogo v teh družbenih spremembah. Kakšna pa naj bi ta vloga oziroma kako se spreminja naša identiteta, kakšno vlogo bomo igrali posamezniki, pa na drugi strani recimo podjetja in država ali pa mednarodne organizacije. Kako vi vidite te vloge? Ja, mednarodne organizacije so pogrnile, bom rekla, ena za drugo. Videli smo, da se je Evropska skupnost, zelo dolgo zbujala, da na začetku krize v Italiji in Španiji ni bilo nikakršne solidarnosti, da so države tekmovale v tem, kdo bo komu prevzel določeno opremo. Skratka, tukaj se šele v zadnjih tednih, sploh na ravni Evropske skupnosti, pogovarjamo o nujnosti solidarnosti. Ravno tako vidimo, da ni prišlo do nobene velike kooperacije med velesilami. Tudi tukaj gre bolj ali manj za prelaganje odgovornosti. Tako da to me je zelo strah, da se na tej ravni pravzaprav dogajajo slabe stvari in da morda recimo edina izjema dejansko sodelovanje znanstvenikov pri pridobivanju cepiva, pri hitrem širjenju informacij med samimi skupinami, ki delajo na cepivu in na zdravilih za COVID-19. To je, znanost mi kaže pač neko optimistično recimo pot v tem trenutku. Za samega posameznika, za nekatere posameznike pa ta kriza psihološko ni bila nujno tako katastrofična. Recimo psihoanalitiki ugotavljajo, da se je sicer povečalo število ljudi, ki imajo tesnobe, in seveda ogromno ljudi, ki imajo izjemno težko ekonomsko situacijo, ampak za nekatere ljudi, ki so bili pa že prej zelo tesnobni, pa do paradoksno ni prišlo do povečanja tesnobe, včasih celo zmanjšanja. Recimo
ne vem, ljudje, ki so preživljali težko osebno krizo, recimo neko izgubo partnerja ali kaj takega. Sedaj, ko so bili vsi v karantenah in ko niso bili recimo samo oni osamljeni, nekateri so se paradoksno začeli počutiti bolje in podobno je bilo v prejšnji krizi, v ekonomski krizi, ko so recimo moji prijatelji, psihoanalitiki v tujini ugotavljali, da prav tako nekateri ljudje so v tem, ko se je kriza zgodila, našli za čuda neko rešitev. Vem, prijatelj v Londonu, psihoanalitik, je recimo imel v terapiji kar nekaj ljudi, ki so delali v Cityju, ki so delali v velikih bankah, dobro služili in ko so zgodili te službe, so bili paradoksno odrešeni izbire, namreč mnogi so si želeli iz teh služb, ki jih niso zadovoljile, iziti, ampak ker so dobro služili, seveda tega koraka niso naredili. Po krizi so naenkrat dobili neko olajšanje, da je nekdo drug, mislim, pač kriza izbral za njih in da so končno se začeli lahko ukvarjati z nečem, kar jih veliko bolj zadovoljuje. Morda pri posamezniku, pri nekaterih posameznikih je ta kriza tudi odvzela neko mučno izbiro, mnogi smo se mogli malo umiriti, nehati tako zelo hiteti od enega dogodka do drugega, od enega leta na drugi. Tako da paradoksno v bistvu je pri nekaterih prišlo do nekega zmanjšanja napetosti. Stresa. Napetosti oziroma tistega neke gonje, ki nas je prej tako zelo preganjala. In vezano na to, ko smo pri posamezniku, bi vam tukaj zastavila kar prvo vprašanje našega gledalca. Kako pa potrošniško družbo prepričati v razumsko trošenje in nakupovanje? In kako vsem, ki bodo ostali brez dela, zagotoviti službo v novem sistemu? Ja, pri potrošnikih je res na nas, da začnemo razmišljati o odločitvah. V bistvu gre tle pa dejansko za neke izbire. Recimo, poglejmo primer hitre mode. Mi smo zdaj tako zelo bili navajeni iti v poceni trgovine Primark ali pa H&M, Zara in podobne. In tam pač, ker je bilo, nekatere stvari so bile tako poceni, da preprosto smo recimo kupovali brez razmišljanja. Nismo razmišljali o tem, da je nekdo mogel te stvari narediti za izjemno majhno plačilo, najbrž nekje v Bangladešu, o vseh stroških, ki so povezani s tem, da recimo te poceni stvari pridejo v naše kraje, o podplačenih trgovcih in o onesnaževanju, ki ga hitra moda v bistvu predstavlja tudi za okolje, ne samo proizvodnja, recimo hitre mode, tudi naše recimo odlaganje te hitre mode. Dejansko je ogromno oblek, ki jih imamo iz takšnega materiala, ki se ne razkraja. In torej bojo stoletja nekje v nekih smetiščih ali pa v tretjem svetu, kjer prav tako ne vejo več, kam z našimi stvarmi. Tako da recimo upor hitri moji, mislim, da je ena ključnih stvari, ki se lahko zdaj zgodi. Tukaj lahko pride do neke koordinirane akcije, ljudje pač morajo biti bolje plačani za to, kar naredijo in mi dejansko ne potrebujemo toliko stvari. Lahko se naučimo predelati stvari, se tako smo včasih v socializmu, vse tisti, ki smo bili že takrat rojeni, živeli. Tako da v bistvu na nas je, da začnemo kot potrošniki razmišljati, kako mi z svojimi navadami vplivamo na ekonomijo. Ne samo s tem, da trošimo, pa to recimo na nek način pomaga ekonomiji, ampak tudi kako trošimo, komu dajemo denar, za katere predmete. Prav tako recimo glede avtomobilov. Jaz srčno upam, da se bo zgodil nek velik preobrat tukaj. Prav recimo srčno upam, da bomo imeli več električnih avtomobilov, pa da bomo začeli razmišljati o javnih prevoznih sredstvih, vlak, recimo v Sloveniji na tem področju stoletja odzadaj. Ja, ideje skupnosti, soodvisnost, skrb za okolje, trajnost je zagotovo nekaj, kar bo na nas zdajle vsaj pustilo nek pečat, premislek, pa mogoče tudi, če se
kratkoročno nič ne spremeni, bo ta zavest ostala. Zanima pa me še, kako v teh časih izgleda filozofski diskurs. Ste ugledna filozofinja in filozofi so se že v preteklosti veliko ukvarjali, dotikali tudi pandemij. Foucault je pisal o distopičnem spopadanju evropskih prestolnic z zaklepanjem prebivalstva. Zdajle v tej krizi se je kmalu oglasil izraelski filozof Harari in opozoril na to, da z ukrepi za zajezitev virusa tudi trgujemo s svojimi svoboščinami. Vi ste nas opozorili na militaristični diskurs, pa recimo mogoče še misel Margaret Atwood, ki v svojem romanu Deklina zgodba opisuje tak distopičen svet, pa je recimo povedala, da tole zdaj ni apokalipsa, ni distopija, ampak smo v bistvu vseeno v eni dogovorni ureditvi. Zanima me, o čem te dni pišete vi? Jaz sama pišem eno krajšo knjigo prav o spremembah, kako je koronavirus danes že vplival na posameznika, na dojemanje nas samih in tudi na naše medsebojne odnose. V tej kratki knjigi, ki bo v kratkem išla pri Mladinski knjigi, v bistvu gledam bolj na to subjektivno dogajanje, tudi na mehanizme zanikanja, ki so bili zelo prisotni v začetku pandemije in še posebej recimo med voditelji. Tukaj smo imeli še posebej ameriškega predsednika, pa tudi do določene mere britanskega premierja, jih pa še imamo recimo brazilskega predsednika, beloruskega in tako naprej, ki močno zanikajo pandemijo. Zakaj je prišlo do zanikanja, kaj tudi pomeni zanikanje za posameznika in kaj pomeni nek odnos do vednosti, ki se danes oblikuje, tudi identifikacija recimo z znanostjo, ki je danes večja, kot je pa bila prej. Vemo, da smo bili znanstveniki kar dolgo časa potisnjeni ob stran, v Sloveniji smo izjemno podfinancirani, istočasno je bila pa tudi neka gonja proti ekspertom. Tako da je prišlo v zadnjih tednih do neke vsaj delne vrnitve ekspertov oziroma vsaj iskanje mnenja ekspertov, ki pa mislim lahko se zelo hitro obrne v to kritiki, ki smo jo pač poznali prej. Drugi filozofi se zelo veliko ukvarjajo z novimi problemi dominacije. Ali se družba preoblikuje v eno bolj avtoritarno družbo nadzorovanja. Tukaj je bil še posebej v začetku zelo kritičen Giorgio Agamben, italijanski filozof. Mnogi razmišljajo tudi o problemu čisto teh strukturnih sprememb, ali lahko do teh strukturnih sprememb dejansko pride. Neko zelo prisotno razmišljanje dejansko je, da smo nekje med dvemi potmi. Ena, da gremo v družbo, ki bo dejansko imela manj svoboščin, kjer bo prišlo do močnega nadzora, recimo policije, pa lahko tudi vojske, kjer se bo iskalo nenehno nove sovražnike. Druga alternativa seveda pa je družba, ki je bolj solidarna, ki je manj obsedena izključno s profitom in ki razmišlja o strukturnih spremembah. Zaenkrat nisem preveč optimistična, v katero smer gremo. Hvala za izpostavitev tega kontrasta, v kakšno družbo gremo. Te aplikacije na telefonih za sledenje oziroma sledenje stikom in opozarjanje na bližino okužnega so recimo tudi pri nas in po celem svetu izpostavlja to vprašanje varovanja osebnih podatkov in tudi to razmejitev, ali gremo v družbo nadzora, ali gremo v družbo, kjer država želi poskrbeti za svoje državljane. In vezano na to pa me zanima odnos do oblasti in oblasti do nas. Zdelo se nam je, da smo nekako, da težko zaupamo oblasti, ki igra velikega brata in do nas ni pokazala nekega zaupanja. Kako vi gledate na ta odnos zaupanja po eni strani oblasti do nas in na drugi strani državljanov do oblasti?
mislim, da je zelo ključno ohraniti kritično preverjanje vsakokratne oblasti in pandemija nas ne sme zavesti. So izredne razmere, ko se zgodi pandemija, ampak to ne pomeni, da je pa dejansko potrebno, da vzpostavimo v družbi nek militarističen diskurs. To, da govorimo, da imamo vojno z virusom, to je popolni nonsens. Tukaj nimamo nekega sovražnika, kot ga imamo v vojni. Tudi virus ne moramo streljati s puško, nikamor ne pridemo z militarističnim diskurzom, lahko pa z njim dejansko ljudi strašimo. Tako da kritični mediji izjemno pomembni. Tukaj vidimo, da nekatere države v naši bližnji okolici so prvo omejile recimo delo kritičnih medijev, zelo nadzorovale to, kaj mediji recimo pišejo, ali vzpostavljale zakone, ki zelo hitro neko medijsko poročanje proglasi za lažno novico in se recimo z njim bori z raznimi nadzorovalnimi sredstvi. Te aplikacije so pa zelo problematične. Če so ljudje na nek način obveščeni, kdo zbira podatke, kako dolgo se bodo podatki zbirali, kdaj se bodo zbrisali. In če je skratka tukaj neka transparentnost, potem jaz sem prepričana, da mnogi ljudje bi sprejeli aplikacije, če dejansko tudi znanost pokaže, da lahko takšne aplikacije za sledenje resnično pomagajo zmanjšanju pandemije. Zdaj, tukaj so še odprta vprašanja, če smo recimo mi dejansko kužni že, ne vem, na 2 dni, preden imamo kakršnekoli simptome, potem lahko rečemo, da ta aplikacija vsekakor ne bo ujela v tistih 2 dneh, če bomo recimo na aplikaciji šele, ko dobimo simptome, zapisali, da jih imamo, ali pa da bomo recimo šele po testiranju dobili diagnozo COVID-19. No, tukaj mislim pa, da je problem se pokazal pri tem, da mnoge države, ki so vpeljale načine nadzorovanja, so te mehanizme nadzorovanja dejansko nekako prekrile. Recimo Izrael je ena zelo zanimiva država, kjer s temi podatki razpolaga njihova notranja tajna policija, Shin Bet, in dejansko pri mnogih teh državah tudi ni bilo jasno rečeno, do kdaj se bodo informacije zbirale ali se bodo sploh zbrisale. Zato je resna nevarnost, da se recimo takšne aplikacije uporabijo za razne oblike nadzorovanja. Nadzorovanje strani države in isto tako nadzorovanje strani raznih korporacij, ki že tako in tako do zdaj so zbirale, prodajale in nekatere tudi manipulirale te podatke. In tukaj se spet vrnemo lahko k vprašanju izbire. Omenili pa ste tudi voditelje, pa znanost. V katere osebe, poklice, avtoritete pa smo v času pandemije pridobili večje zaupanje? Komu bolj zaupamo? Jaz mislim, da v večini primerov dejansko znanstvenikom, strokovnjakom. Tukaj prvič smo lahko po dolgih časih v medijih zasledili strokovnjake, ki so pridobili, jaz mislim, kar precej veliko moč kot avtoritete. V času pandemije nas iz televizije ne nagovarjajo YouTube influencerji ali pa zvezdniki, ampak imunologi, zdravniki. Jaz mislim, da to zelo pozitivno vpliva na sam odnos do znanosti in tudi v bistvu ljudi do znanstvenikov. Tako da tukaj imam občutek, da je prišlo do enega pomembnega premika. Ampak istočasno seveda se je vsaj pri nas kar hitro postavilo znanstvenike malce na stranski tir, ko je začela v bistvu pač politika bolj ali manj dominirati javni diskurs, ker nažalost novinarji niso mogli na tiskovne konference, smo se tudi soočili z manj takšnimi neprijetnimi vprašanji do politike, kar je spet problematično. Tako da jaz upam, da se bo diskurs obrnil nazaj
znanstvenikov v Ameriki danes ugotavljajo, da bi tudi pri njih prišlo do tega, da je znanost postala bolj na stranskem tiru, celo dr. Fauci se spet manj pojavlja, namreč diskurs se je obrnil od problema z virusom do problema z ekonomijo in pač ideja je, da znanstvenikov zdaj ne rabimo toliko, kot smo jih potrebovali prej. Ampak jaz upam, da bo znanost tukaj iz tega nekaj pridobila in da se bo tudi na nek način nadaljevalo to, da nas bodo nagovarjali predvsem strokovnjaki in manj politiki. Kaj pa med politiki v tem času ključno vlogo igrajo voditelji? Kaj vi pogrešate pri voditeljih? Velikokrat smo iskali zglede zdaj tudi v ženskah, kot je recimo novozelandska Jacinda Ardern. Kakšnim voditeljem sledimo oziroma si želimo slediti v teh časih? Ja, novozelandska premierka je dejansko ena svetla zvezda. Že ob prejšnjih krizah je odigrala izjemno vlogo, namreč v javnem nastopanju, ko pride do krize, je zmožna biti zelo empatična. Tega pri mnogih voditeljih velikih držav na svetu na žalost ne vidimo. Tukaj je pač okrog nas cela serija avtoritarnih voditeljev, izjemno narcističnih voditeljev, ki tudi javno recimo ne verjamejo v znanost, podpirajo populistične tendence, tako da v tako težki krizi, v kateri smo se s tako slabimi voditelji soočamo, da jaz mislim, da je to res dejansko ena izjemnih kriz današnjega časa. Ljudje, ko so tesnobni, dejansko iščejo identifikacijo in avtoritete imajo tukaj zelo veliko možnost, da vplivajo na ljudi in da v bistvu na nek način s svojim odnosom do ljudi situacijo pomerjajo. Kadar imamo voditelje, ki niso empatični, ki so tudi odkrito podpirali kriminalno dejavnost že prej in najbrž tudi v času krize, ali pa ki imajo izjemno avtoritarne težnje za naprej, potem si lahko predstavljamo, da se zelo hitro tudi pri ljudeh postavi neko vprašanje dvoma. Ta prva identifikacija, morda v trenutku krize, ko imamo občutek, da morda je le nekdo na oblasti, hitro odpre vrata. Na eni strani teorijam zarote, na drugi strani pa seveda tudi povečanju tesnobe. Kadar imamo občutek, da je recimo voditelj nepravičen, to vemo že več kot stoletij iz Freudovih del, se pri ljudeh lahko tesnoba poveča. Omenili ste, da avtoritete včasih igrajo tudi teorije zarote. Tudi tokrat je bilo veliko teorij zarot o tem glede cepljenja in vpeljave 5G omrežja, ki naj bi bil kriv tudi za koronavirus. In kakšno pa imajo vlogo te teorije zarote in koga nagovarjajo? Nekatere teorije zarote seveda so sfabricirane tudi iz najvišjih vrhov, ob vsej tej krizi vidimo, da si države drugi nagajajo s tem, da recimo vplivajo na širjenje nekih lažnih novic, od kod naj bi virus prišel. Recimo celo na Kitajskem se je začela pojavljati v določenem trenutku ideja, da je pravzaprav virus prišel iz tujine, iz Amerike ali pa iz Velike Britanije, potem ali je bil proizveden umetno. Pač razne teorije niso nujno se proizvedle samo recimo v medijih ali pa med ljudmi, lahko so bile pravzaprav fabricirane s političnim namenom. Tako da teorije zarote so z nami bile vedno, ampak kaj se bo zgodilo glede cepljenja, to pa bomo dejansko videli, ali ljudje, ki so bili do zdaj nasprotniki cepljenja, še vedno nasprotujejo cepivu, recimo, ki bi lahko zelo zaustavilo pandemijo. Tukaj morda bo prišlo do neke spremembe. Ni pa nujno, namreč kritika cepiv je bila na nek način vezana tudi na problem, ki ga ljudje čutijo glede vpliva velikih farmacevtskih industrij. In jaz nikakor ne podpiram
tole ideologijo proti cepilcev. Ampak vseeno odzadaj je pa na eni strani strah za svoje lastno zdravje, strah za zdravje ljudi in recimo zelo zanimive študije so bile narejene na tem področju v Italiji. Ena knjiga o cepivih je bila prevedena tudi pri nas, zdaj se ne spomnim naslova, ampak napisal je italijanski zdravnik, ki je analiziral in ugotovil, da so v bistvu ljudje srednjega razreda ali pa višjega srednjega razreda, predvsem med tistimi, vsaj v Italiji, ki nasprotujejo cepivom zaradi tega, ker so veliko bolj pod vplivom recimo zdravega življenja ali pa nekateri eksplicitno recimo se bolj identificirajo z nekim naravnim načinom zdravljenja in tako naprej. Imajo manj otrok, imajo kasneje otroke v svojem življenju, veliko bolj se bojijo, da bojo tistega enega otroka, recimo, ki ga imajo, izgubili. In tukaj ta identifikacija pri nekaterih tudi z naravo, z naravnim načinom življenja je bila eden od elementov, ki so vplivali na njihovo idejo, da je recimo cepljenje nekaj nevarnega. Tako da ni šlo recimo za neko skupino revežev, ki nimajo dostopa do informacij ali pa ki so slabo informirani. V bistvu ljudi, ki so dobro informirani, ampak informirani iz zelo različnih smeri in ki dajo isto težo nekim teorijam, nepreverjenim teorijam ali pa ovrženim teorijam o cepivih, kot pa znanstvenim teorijam. In v današnjem času, ko informacije prihajajo iz tako različnih smeri, je dejansko na nas, da moramo nenehno izbirati, kateri informaciji verjamemo in kateri ne. In katerim informacijam verjamemo in katerim ne. Zdaj smo nekako več spremljamo medije, ampak vseeno se nam zdi, da moramo vse novice filtrirati, kot da so lažne novice. Kaj o tem menite vi? Kako zdajle v tem času spremljati medije? Kakšno vlogo igrajo? Ja, to je zelo pomembna teza, ki ste jo izpostavili, da dejansko jemljemo potencialno vse kot lažne novice. In to je ena zagata, o kateri recimo v svoji zadnji knjigi piše angleški sociolog William Davis, ki pravi, kadar pridemo na to točko, da se pri vsaki novici vprašamo, ali je lažna ali ne, mnogokrat pridemo v neko pozicijo, ko ničemur več ne verjamemo. In to je recimo zelo nevaren moment, ko zelo hitro razvijamo eno cinično distanco do vsega, še posebej pa, če vidimo, kako velikih napadov prihaja recimo na raznih družbenih omrežjih ali pa na forumih. Potem je ena recimo skupina populacije bolj nagnjena k temu, da si v bistvu zapre ušesa, zapre oči in najde neko ignoranco oziroma neko distanco do vsega. Zdaj, jaz mislim, da nekim dobro raziskanim informacijam, ki nam jih recimo posredujejo kredibilni novinarji, je potrebno verjeti, tudi čez čas ugotovimo, da smo se motili, ampak ideja po mojem je, da si vsak od nas pač mora izbrati nekaj medijev, za katere predpostavljamo, da so naredili dobro nalogo v raziskovanju informacij, ki jih posredujejo. Zato je v današnjih časih recimo prišlo kar do porasta sledenja precej tradicionalnim medijem. Recimo, ne vem, dobri časopisi so videli porast ljudi, ki jih kupujejo navadno danes po internetu. Zelo se je povečala gledanost televizijskih programov, spet pač recimo določenih, za katere prebivalstvo meni, da daje kredibilno informacijo. Tako da jaz mislim, da ljudje niso neumni, da sledijo informacijam, ki jih do določene mere prepričajo, seveda pa je potrebno, da smo do informacij kritični. Gospa profesorica Lecer, še eno vprašanje sva dobili. Ali mislite, da bi se manj ukvarjali z omejitvijo gibanja, če bi bila na oblasti druga stranka ali drug predsednik vlade, bi bilo to manj vidno kot nekakšno totalitarno dejanje? Tukaj bi težko rekla, zdaj ne vidim
v Sloveniji nekega takšnega porasta strank ali pa tudi same stranke, tiste, ki so na oblasti in tiste, ki so v opoziciji, se mi zdi, da te krize niso izkoristile za to, da bi pravzaprav na terenu se približale ljudem. Tukaj mislim, da nekaj, kar je umanjkalo, je to čisto stik strank z ljudmi v okolici, tam, kjer res trpijo. Nisem videla, da bi ravno stranke recimo hitele v Velenje pomagati delavcem, ki zdaj izgubljajo delo. Tukaj mislim, da pri nagovarjanju volivcev, še posebej opozicija, ki pač je zdaj v manj privilegiranem položaju, bi mogle stranke dejansko nekaj narediti, če želijo preživeti. In tukaj gre tudi za vzpostavljanje nekih socialnih mrež, pomaganje na lokalni ravni ljudem, ki se soočajo z težko revščino, upokojencev. Morda delujejo takšni sveti populistični, ampak ko bodo volitve, lahko verjamemo, da se bodo ljudje prej spomnili strank, katere predstavnike so srečali na terenu, v svoji lokalni skupnosti v najtežjih časih. Gospa Salica, še ene teme bi se rada dotaknila z vami. Povedali ste nam, da veliko pišete tudi te dni o odnosih in tesnobi. Kako pa se spreminjajo odnosi te dni? V začetku se je kar povečala solidarnost. Jaz poznam mnoge primere, ko so ljudje dejansko začeli trkati na vrata sosedov in spraševati, če kaj potrebujejo, in ta solidarnost, vsaj kar jaz opažam, se še nadaljuje. In ta solidarnost, jaz upam, da bo tudi ostala, ker smo že zelo v individualizirani družbi, da se precej več ukvarjamo samim sabom kot z drugim, je to en dober korak naprej. Je pa seveda v odnosih med ljudmi prišlo tudi do nekega povečanja jeze in nadzorovanja. Vemo za primere, ko so se ljudje fotografirali, ker pač se jim je zdelo, da nekdo nekaj krši. Jasno je prišlo seveda tudi do neke, na začetku karantene, kar do ene obsedenosti medijev, iskanja ljudi, ki naj bi počeli nekaj narobe. Vemo, da je recimo prepoved gibanja med občinami prišla po tistem, ko so televizijske kamere kar z neko posebno strastjo iskale sprehajalce na morju pa ob Blejskem jezeru, kjer mislim, to me je kar presenetilo, da je takrat prišlo do te odločitve, ne sklicujoč se na število ljudi, ki naj bi se sprehajalo. Predvidevam, da imamo kamere ali drone, ki lahko preštejejo, a je res toliko ljudi odšlo v druge občine, ampak bolj na osnovi nekih parih posnetkov. Tudi sama pač opažam, ko se recimo sprehajam, vidim, da nekateri upoštevajo to distanco, drugi ne. Seveda vidimo tudi, da ljudje so že pričeli kar precej zanikati problematiko virusa, še posebej, ker imajo nekateri mlajši občutek, da pač bolezen zadene samo starejše in da so oni morda izvzeti od tega ali pa bodo bolezen blažje preživeli. Tako da medosebni odnosi, jaz mislim, da so se v mnogih primerih izboljšali, ko je šlo za solidarnost. Seveda v mnogih družinah seveda pa vidimo porast nasilja in najbrž se bomo s temi vprašanji po koncu karantene morali kar precej bolj podrobno ukvarjati, kaj se je dogajalo znotraj družin in tudi v bistvu, kako se soočati s tem nasiljem, družinskim nasiljem. O tem je bilo tudi kar nekaj opozoril v medijih, da to ni stranski problem, da to pač se dogaja. Še eno vprašanje sva prejeli. Zakaj torej volimo narcistične voditelje? Nasplošno, zakaj jih je vse več na oblasti? Ja, ena problematika tukaj je seveda, da se tak ideal narcisa, pa tudi posameznika, ki je lahko precej krut do drugih,
že en čas promoviral v javnosti. Vidimo, da tudi na vrhove korporacij mnogokrat pridejo ljudi, ki bi jih recimo psihiatrija morda imenovala sociopati ali pa ljudje, ki nimajo nikakršnih občutkov empatije za drugega, ki premočrtno sledijo svojemu cilju. In narcizem je bil močno propagiran tudi v novih družbenih teh medijih, ne vem, Instagram, Facebook, odpirajo vrata narcističnim osebnostim. Tudi ta neposredna komunikacija, ki jo posameznik lahko ima s pomočjo Twitterja, je pomagala takim osebnostim, da pridejo na vrh. Tako da te družbene okvirje neoliberalizma so odprli vrata takšne osebnosti. Tudi poudarjanje individualnosti, razmišljanje o lastnem uspehu, gonja za lastni uspeh je vse to potenciralo. Na političnem prostoru pa je prišlo tudi do tega, da je dejansko s pomočjo novih družbenih medijev bilo lažje ljudem, ki so recimo dobri samopromotorji, ki tudi znajo manipulirati druge, ki znajo biti kruti, da je bilo tem ljudem morda lažje priti na pozicije moči. Tako da mediji, jaz bi rekla, ta kultura individualizma, narcizem, ki je promoviran kot skoraj da ideal, so omogočili to. Na drugi strani pa pomanjkanje recimo neke dobre politične organiziranosti med ljudmi. Tudi to, da iti v politiko je postalo nekaj, kar ni bil ideal za mnoge ljudi. Ljudje, ki so nekaj v življenju doživeli ali pa dosegli, niso hoteli tvegati vsega in se podati v politiko, ker so pač vedeli, kako umazana je lahko ta igra ali pa kako hitro jih lahko družbeni mediji popolnoma potolčejo, kako hitro lahko recimo izgubijo to, kar so recimo zgradili. Zato nismo videli mnogo uspešnih direktorjev, ki so desetletja recimo gradili svojo kariero ali pa profesorje ali pa recimo ne vem, drugih ljudi, ki so težko garali v življenju, da bi se podali v politiko. Imeli smo pravzaprav kar precej slabo izbiro v zadnjih letih in desetletjih. To, da se stranke ustanavljajo kar čez noč in potem zginejo, je pa sploh problem ne samo Slovenije, tudi države. Odločanje za odgovornost in izpostaviti se je izziv. Imava še nekaj vprašanj. Prvo je, da se gledalec z vami strinja glede ravnanja strank in se sprašuje, kako je možno, da noben visok predstavnik ne pokaže niti kančka empatije. Kako to recimo, da svetovalci vlade ne vidijo, kako uspešna je pri vodenju novozelandska predsednica vlade, ki so jo že omenili? Ja, tukaj je en poseben užitek, sploh pri slovenskih govorcih v javnosti oziroma politikih, da nas tretirajo skoraj da kot otroke, nas karajo, nekaj mečkenega dovolijo, pa potem spet prepovejo. Tukaj gre za neko pravzaprav nezaupanje, bi rekla, vodstva do ljudi, sploh v zadnjih tednih so se Slovenci izkazali za zelo odgovorne in pomanjkanje empatije pa je najbrž vezano tudi na osebne karakteristike določenih politikov, ki pač dejansko najbrž empatije nimajo ali pa imajo zelo omejeni obliki, morda samo za najbližje. Jaz upam, da bo v prihodnje prišlo tudi pri nas do neke spremembe, da bodo bolj empatični ljudje prišli na vrhove odločanja, ampak morda so to samo pobožne želje. Še eno vprašanje imava. Gledalec ali gledalka je zapisala, da je nedavno RTV objavil 5-minutni prispevek glede tega, kako v času omejitve gibanja župan Šmarjeških Toplic krši to pravilo in je za igro golfa prečkal preko 20 občin. Po eni strani gre za predstavnika oblasti, ki mora pri svojem ravnanju državljanom dajati zgled, po drugi strani pa gre za nek mikronadzor. Kje so te meje iskanja grešnih kozlov?
Ja, tukaj je dejansko zanimivo. Tukaj pa ni samo slovenski primer politikov, saj smo videli tudi visoke politike, vključno z predsednikom Pahorjem, kako so ob meji se veselo sprehajali brez mask, brez razdalje. Podobno problematiko kot s tem županom smo pa imeli tudi v Novi Zelandiji, kjer je tudi, mislim, da je bil njihov zdravstveni minister na začetku karantene odšel v neko drugo občino, mislim, da na svoj vikend ali nekaj podobnega. Mi smo imeli kar veliko javnih debat o tem, kaj pomeni v bistvu, kadar odločevalci ne spoštujejo svojih lastnih zakonov. In gre za nek ciničen odnos. Jaz mislim, da se kaj lahko zgodi, da posameznik, ki si je izmislil neka pravila, nima občutka, da ta pravila veljajo za njega, ker je pač tako zelo močen, na tako zelo močni poziciji. In to je neka druga stran narcizma, o katerem smo prej govorili. Narcizma, ki morda je povezan celo z nekim zanikanjem. Morda je tak posameznik v nekem trenutku tako zelo poln samega sebe, da dejansko niti ne razmišlja, da bi lahko s svojim obnašanjem škodil drugim, da s tem, ker recimo je brez maske, ko se druži v zelo taki tesni grupi, da pravzaprav ogroža druge in istočasno dejansko morda imamo kar veliko ljudi na oblasti, ki ne verjamejo, da zakoni veljajo tudi za njih. Za koga pravila veljajo in za koga ne. Kako pa vidite situacijo v ZDA? Zanima gledalce oziroma gledalko, predvsem glede nasprotovanja ukrepom. Trumpovi podporniki nekako obtožujejo komuniste, da zapirajo državo v primerjavi z nami, kjer so nekateri ukrepi videti kot totalitarna država. Z Američani sem kar v tedenskem stiku, z eno skupino prijateljev se veliko pogovarjamo in moram reči, da je situacija v Ameriki res izjemno težka. Prva stvar je, da je v tej državi res jasno, da nismo v istem čolnu in oni še pa posebej niso, eni so res v super modernih motornih čolnih, drugi pa priluknjenih čolnih, pa morda brez vesel. Tako da že znotraj recimo New Yorka, v katerem predelu živiš, je blazna razlika. Imaš dostop do hrane, ali lahko greš v trgovino, ne da stojiš v vrsti 1 ali pa 2 uri, kot mi nekateri prijatelji razlagajo. Potem, katere bolnice so v bližini. Nekatere bolnice so skrajno slabo opremljene, medtem ko druge v bogatejših predelih dobro. Tako da znotraj Amerike je prišlo do izjemnih ekonomskih razlik in jaz mislim, da v tej situaciji, kot so se zdaj Američani znašli, je res prišlo tudi do zelo močne debate o tem, kakšen sistem zdravstva imajo. Ogromno ljudi zahteva javno zdravstvo in te skupine, ki se zdaj upirajo ukrepom, pa na nek način, kot smo lahko videli, so sponzorirane od recimo Kohovih bratov, pa recimo drugih skrajno desnih grup, tako da tukaj gre kar precej do manipulacije. Ne smemo pa pozabiti, da je odzadaj pri mnogih ljudeh dejansko izjemna revščina in strah pred tem, kaj še bo. Ekonomija dejansko se obrača v zelo slabo smer v Združenih državah Amerike in tudi drugod in tukaj se lahko v naslednjih tednih nadejamo dejansko še več konfliktov. Kako se bomo z temi ekonomskimi razlikami soočali v prihodnje, ali bo prišlo do nekega preobrata v politiki, ki bo odprl vrata zmanjšanju ekonomskih razlik, to je pa tisto veliko vprašanje, na katero težko odgovorimo, ampak kjer mi sedanje odločitve politikov ne dajo velikega optimizma. Kako se bomo odzivali na novo krizo in kaj bo nas pognal ta strah? Je pa še eno vprašanje vezano zdajle na tole, kar ste govorili. Kako menite, da bo ta kriza vplivala na porast kriminalitete?
Ja, hvala. To je pa zelo zanimivo vprašanje, s katerim naš Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti se ravno te dni ukvarja. Moji kolegi so pridobili določene informacije, kako se je recimo kriminaliteta gibala pri nas. Prišlo je kar precej do zmanjšanja določenih klasičnih kriminalitet, recimo, ne vem, ropov in seveda avtomobilskih nesreč, tudi sama kriminaliteta, recimo, vezana na prehod meje, vsaj po številkah izgleda manjša, in prišlo seveda je do povečanja družinskega nasilja. Zdaj, tukaj na začetku je prišlo do kar precejšnjega, potem pa je sicer malo manj, ampak ena od teorij so tudi, da je morda prišlo do tega, da je manj ljudi družinsko nasilje v bistvu prijavilo, ali pa da ljudje pravzaprav niso imeli kam iti, ali pa niso imeli občutek, da lahko karkoli spremenijo, če družinsko nasilje prijavijo. Istočasno je prišlo kar do precejšnjega konflikta med mnogimi ločenimi starši, prijave vezane na to, kje naj bodo otroci, prevažanje otrok od enega starša do drugih, tukaj je bilo izgleda kar precej konfliktov, tako da je zanimivo to malce bolj podrobno analizirati, mi tole še delamo, nimam še čisto točnih informacij, ampak moji kolegi bodo v kratkem tudi naredili neko javno predstavitev sprememb kriminalitete, tako da morda je tudi na področju kriminalitete prišlo do nekega vsaj ne tako slabega preobrata, če izvzamem resen problem družinskega nasilja, pa je morda pri drugih kriminalitetah prišlo do zmanjšanja. Seveda ne smemo pa pozabiti, da je prišlo tudi v drugih državah do izjemnega zmanjšanja onesnaževanja zraka, zato recimo nekatere številke iz Kitajske kažejo, da bo mnogo manj ljudi umrlo zaradi teh sprememb, ki so bile vezane na čistejše ozračje, kot pa bi sicer. Kar ne pomeni, da je bil virus dober. Ampak mi je všeč, da smo zaključili pozitivno, se pravi zmanjšanje kriminalitete in verjetno tudi manj žrtev po svetu, ker je zrak bolj čist in tako, nekaj pozitivnih stvari zagotovo je. Profesorica, doktorica Renata Salecl, hvala, ker ste bili z nami. Hvala za povabilo. Ja, Coffee to Connect pa bo spet z vami v torek, ko bo gost doktor profesor Anže Burger. Hvala še našim patron članom, ki podpirate naše delovanje in te dogodke.